Pozdravljeni. Nekdo izmed vas je v enem izmed komentarjev pripomnil, da bo Lando Norris, v kolikor osvoji naslov svetovnega prvaka, najslabši v celotni zgodovini. Ampak ali je to v resnici res in koga lahko sploh smatramo za slabega svetovnega prvaka? Že sam naslov nam pove, da svetovni prvak v Formuli 1 je tisti, ki je bil v določeni sezoni najboljši. Ampak dogaja se, da lahko vidimo nekatere posameznike, ki pravzaprav v svoji karieri niso pokazali vsega tistega, kar bi od njih lahko pričakovali, in so nato v nadaljevanju iskreno povedano razočarani. In tako, če moramo sestaviti neke kriterije, kdo pa sploh je slab svetovni prvak, bi lahko dejali, da tisti, ki po osvojitvi samega naslova ni pokazal več nič omembe vrednega. Torej, že tu lahko vidimo, da Lando Norris se ne more uvrstiti v to skupino, kajti ne vemo, kakšna bo njegova kariera v nadaljevanju. Ampak vseeno. Ali kdo pozna, na primer, svetovnega prvaka iz leta 1961? To je bil Phil Hill s Ferrarijem 156. Namreč svetovni prvak je postal res malce po naključju. Namreč Wolfgang von Trips je žal umrl v nesreči, ki se je zgodila na veliki nagradi Italije v Monci, in Hillu je pripadel naslov. Težava je v tem, da seveda po osvojitvi naslova v Formuli 1 je pokazal bore malo. In bi ga sedaj lahko upravičeno smatrali po nekih seveda kriterijih za slabšega svetovnega prvaka. Podobno bi lahko dejali o Jacquesu Villeneuvu, ki je seveda z Williamsom osvojil naslov in nato v nadaljevanju svoje kariere dosegel bore malo. Čeprav je v Formulo 1 prišel kot zmagovalec dirke za 500 milj Indianapolisa in prvak v seriji kart, nato v nadaljevanju v Formuli 1 ni dosegel po samem naslovu bog ve kaj. Imel je malce slabšo roko pri izbiri ekip, ampak tudi to nam pove mnogo o tem, kakšen je določen voznik Formule 1. Rad bi poudaril, da Villeneuvu je uspelo priti na drugo mesto na dirki za 24 ur Le Mana, ampak to konec koncev je bil tudi edini vidni uspeh v tem zaključnem delu njegove kariere. A verjamem, Villeneuve je verjetno marsikomu simpatičen in rad bi vam sedaj poudaril, da če uporabljamo takšen kriterij, sem ga sedaj rabil za Villeneuva, lahko pridemo tudi do presenetljivih rezultatov. Namreč celo Mario Andretti izpolnjuje vse pogoje za biti slab svetovni prvak. Namreč treba je tu biti res objektivni. Po letu 1978, ko je postal svetovni prvak z Lotusom, ni dosegel več ene same zmage in njegovi rezultati so bili bolj metki. Predvsem zaradi tega, ker se je potem v nadaljevanju bolj posvetil dirkam v Združenih državah Amerike, kjer je dosegel fantastične rezultate. O tem ni najmanjšega dvoma.
Zagotovo za slabega svetovnega prvaka ne smemo smatrati nekoga, kot je Jenson Button ali pa Kimi Räikkönen. Ne govorim o popularnosti, govorim o rezultatih. Na primer, najboljše dirke Jensona Buttona so bile tiste, ki smo jih videli v nadaljevanju njegove kariere. In podobno bi lahko dejali, na primer, o Damonu Hillu, ki je že v tistem svojem obdobju pri ekipi Arrows seveda pokazal mnogo, čeprav ni dosegel zmage. Ampak na koncu z Jordanom jo je. In seveda oddaljil se je za mnogo od tistega, imenujemo ga imaginarnega dna, ki sem ga postavil. Torej, tu smo sedaj pred izjemno težkim vprašanjem. Kdo sploh lahko je slab svetovni prvak Formule 1? In tu moram poudariti, da sem ga sam pred nekaj meseci že našel. Slab svetovni prvak v Formuli 1 je morda nekdo, ki je tako slab, da svetovni prvak sploh ni postal. Ampak se tega ne zaveda. In po mojem, če sem lahko do konca iskren, je najslabši med tistimi, ki si mislijo, da so bili svetovni prvaki, lahko edino en. In govorim o Felipeju Massi. In zgodbe seveda ne bomo ponavljali, ampak to njegovo vztrajanje pri tem, da bi si naslov v sezoni 2008 zaslužil, gredo po mojem že prek tiste meje dostojnega. A verjamem, mnogim to moje razmišljanje ne bo všeč. Za njih bo, na primer, Lando Norris slab svetovni prvak, enostavno zaradi tega, ker jim on kot oseba ni prav. Ampak sam trdim, da nekdo, ki osvoji to prestižno lovoriko, absolutno slab ne more biti, kajti svetovni prvaki so tam na vrhu, so tisti, ki so v določenem letu pokazali največ. In sedaj izogibajmo se tistemu pavšalnemu izgovarjanju, saj je bilo lahko njemu, ker je imel najboljši bolid. V svetu motošporta imeti najboljši bolid pomeni ogromno. Verjetno nihče, ki si toliko prizadeva izpostavljati ta argument, ne ve, kakšen bolid je imel na razpolago, na primer, Ayrton Senna v vseh treh primerih, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka. Zagotovo ne najslabšega, ampak prej onega zgodovinsko dominantnega oziroma najboljšega. Tako, da se mi zdi malce nepomembno naslavljati Landa Norrisa z naslovom, ki bi bil nezaslužen, namreč še zdaleč ni najslabši in seveda tudi, če osvoji naslov svetovnega prvaka, so bili po mojem mnogi, ki so pokazali bistveno manj od njega. Ampak, kot običajno, moje mnenje in moje razmišljanje. A vseeno, za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.